imaš kakšen izziv za naše plesalce? Moj izziv ne bo tako gibalni pa plesni, ampak prihaja mogoče iz moje zgodovine plesne, oziroma moje kubansko plesne zgodovine. Meni je zelo pomembno, kako plešemo skupaj z glasbo. Skratka, ta muzikaličnost, jaz vedno, ko plešemo trije. Najbolj važna je partnerka, seveda, ampak zelo pomembna je tudi glasba. In zelo velikokrat ljudje glasbo ignorirajo, imajo pač kot neko podlago, kot ritem. In kubanska glasba, oziroma timba, kot jo pravimo, je ena v bistvu najbolj bogatih glasb, ki obstajajo plesnih. In da to v bistvu razumeš, je moraš kar precej preposlušati. Tako da moj izziv je, da si vzamete en res dober album kubanske timbe in si ga date na repeat 10-krat. In probate v njemu najdeti vse plasti, pač, ki vam jih daje. Od inštrumentov do lirike, do romantike, do agresije, lepe agresije. Priporočil bi pač band Havana de Primera, album Haciendo Historia, delamo zgodovino, oziroma ravno kar delamo zgodovino, ki je njihov prvi album. In da poskušate pač tem, da večkrat isti album poslušate, ugotoviti, kaj se skriva v teh pesmih. Jaz sem rabil kakšen let, da sem razumel genialnost timbe, ker danes recimo zelo veliko plesne glasbe je dosti bolj preproste, ker se pač gremo malo bolj reggaeton, kubaton, salsaton smer. In ta kubanska glasba, timba je pa ta, ki skriva v bistvu vse skrivnosti, na katero lahko salso kakovostno plešemo. Tako da Havana de Primera, Haciendo Historia, album v avto na repeat 5-krat, pa se slišimo.